Kakšne so danes možnosti za zdravljenje raka sečnega mehurja? Kje so bistveni klinični izzivi in kakšne možnosti ima medicina pri nas danes na voljo za čim celovitejšo, kakovostno in varno obravnavo obolelega? Kateri so najsodobnejši pristopi za zdravljenje te bolezni in kateri so res tisti ključni sistemski izzivi, ki pa vas morda pri zagotavljanju tovrstne oskrbe in obravnave ovirajo? Ja, to je kar široko vprašanje. Dotika se v bistvu celotne teme raka mehurja, ki pa je zadnja leta bil nekoliko na stranskem tiru oziroma nismo imeli prave terapije zanj, predvsem v tistih napredovalih oziroma metastatskih oblikah. Tukaj je zadnja leta prišlo do velikih sprememb v smislu sistemske terapije in te bolniki imajo mnogo boljšo prognozo kot prej. Sicer sama diagnostika in ta osnovna terapija se ni kaj bistveno spremenila. Vsekakor ultrazvok kot tista prva diagnostika, CT urografija, seveda veliko se dela tudi na magnetni resonanci z možno oceno, kako globoko gre ta tumor v samo mišico, tako da tukaj so šli korak naprej. Predvsem pa nek zlati standard transuretralna resekcija teh sprememb in pa policistektomija, če je to potrebno, to je ostalo tako kot vrsto prej let, desetletij. Največji preboj dejansko smo v bistvu ugotovili oziroma je prišlo do njega pri sistemskem zdravljenju, torej metastatska oblika. Teh je malo, hvala Bogu, če pogledamo tiste tumorje, ki so v večini omejeni zgolj na sečni mehur, ampak te so imeli do zdaj nekje 5% možnost, da preživijo v 5 letih. To se je zdaj s temi novimi zdravili precej izboljšalo. Gre za kombinacijo kemoterapije z imunoterapijo in pa uporabo v bistvu konjugatov proti telesa z kemoterapevtikom in tudi imunoterapijo. Tako da vsa ta terapija sedaj prehaja v neke zgodnejše oblike, lokalno napredovale in tudi te nemišično invazivne, tako da za te bolnike je prihodnost kar svetla. Seveda pa je poleg možnosti, ki jih zagotavlja medicina, pomembno tudi to, da je bolezen odkrita v čim zgodnejši fazi in prav pri raku sečnega mehurja se pogosto zgodi, da je bolezen odkrita dokaj prepozno. Kaj povedo vaše izkušnje, v kateri fazi obolenja pridejo bolniki k vam na diagnostiko in zdravljenje? Zdaj pri tem raku je v bistvu dobrodošlo to, da se javlja s tem, da je urin krvav in to v 85%. Ali so to neke majhne krvavitve, tako da jih mogoče lahko osebni zdravnik vidi samo laboratorijsko, ampak tam kar v veliki večini pa lahko sam bolnik, ko gre na WC, vidi, da je voda krvava. Ponavadi to sploh nič ne boli, ampak je vsekakor znak, da je treba iti takoj k zdravniku. Tukaj sigurno velikokrat izgubimo tudi mesec, dva, ker ponavadi ena žilca poči na tem tumorju in se potem to ustavi in potem nekaj mesecev ni nič. Tako da tukaj je neko ozaveščanje javnosti vsekakor dobrodošlo v tej smeri, da čim vidijo, da je urin krvavo obarvan, je treba takoj zdravniku. Potem druga ovira, bi rekel temu, je pri osebnem zdravniku, ki velikokrat tudi prepisuje te krvavitve nekim vnetjem, lahko tudi uporabi zdravil, ki v bistvu preprečijo starevanje krvi in se tukaj spet ta diagnostika malo odmakne, ker taki bolniki prejmejo antibiotično terapijo ali pa reče osebni zdravnik, dajmo še malo počakati. Tako da tukaj smo tudi naredili kar velik korak naprej.
Tako da organiziramo izobraževanja tudi za osebne zdravnike. Pred kratkim smo imeli recimo eno tako srečanje preko spleta in teh primerov, da bi te hematurije zdravili z antibiotikom, je res zelo malo. Kajti tudi, če se zdravnik odloči za zdravljenje z antibiotikom, pri raku to ni uspešno, ni učinkovito in tudi to je verjetno eden glavnih znakov, da se je treba odločiti za nadaljnjo diagnostiko. Ja, saj zato pridejo nazaj, ampak izgubimo spet par mesecev, ne. Zdaj, tretje ozko grlo seveda smo mi, urologi, sicer v Ljubljani vse te bolnike obravnavamo prednostno, lahko pridejo takoj na pregled, opravimo cistoskopijo, tako da je ta sama diagnostika dosti hitra. Zdaj, pri sami terapiji pa se spet malo zalomi, torej ta transuretralna resekcija, bolniki čakajo vsaj 4 mesece. Tako da tukaj so izzivi, torej potrebujemo več operacijskih dvoran, več možnosti te prve terapevtske opcije, transuretralna resekcija. Kako se mi v bistvu znajdemo, tako da če vidiš, da je nek tumor agresiven, to se da videti z izkušnjami, probaš bolnika prednostno sprejeti v bolnico, lahko tudi isti dan, in pol, če je kakšna luknja, se v bistvu naredi to operacijo. Kako pa je s kadrovsko zasedbo? Imate tudi tu težave ali vas je dovolj? Ja, seveda, problem so sestre na oddelku, kapacitete so premajhne, tako da absolutno je treba tukaj močno okrepiti kader, kapacitete. Nas zdravnikov je še relativno dovolj. Moramo vedeti, da te osnovne operacije niti niso tako zahtevne in jih lahko dejansko izvajajo tudi mlajši, neizkušeni. Ta transuretralna resekcija je tako rekoč v bistvu prva operacija, s katero se sooči nek mlad specializant. Tako da absolutno zdravniškega kadra je dovolj, je pa pomanjkanje v anesteziji, sestrah in pa operativnih zmožnostih. Izzivov je torej veliko in na odgovore na te izzive ne čakajo zgolj bolniki, ampak tudi vsi zaposleni, kajne? Ja, res je. Čakamo, da se bo kaj izboljšalo, veliko poslušamo, koliko je vse dobro, ampak dejansko na tej ravni kapacitet se ni kaj bistveno izboljšalo in jaz dostikrat rečem, v 2 deci kozarec gre samo 2 deci vode, ne pa liter.